Dober dan. Yoko Ogawa nas popelje v obmorsko japonsko mestece. Japonsko si le malokrat predstavljamo kot otok, kvečemo kot hi-fi metropolo s fluorescenčno utripajočimi skylini. Ali pa kot paviljon, ki v senci češnjevih cvetov nudi zatočišče beroči gejši. No, vsaj jaz si jo tako predstavljam, pa ni tako. To deželo z vseh strani obdajajo morja in je zato pravo zatočišče za čofotanje, sprehajanja po plaži in lizanje sladoleda. Mesteca poplavljena s turisti imajo tako tudi svoje domačine, tako kot mi Primorce, ki so večino leta precej brez dela, kratko poletje pa jih pahne v sužnje lastniški odnos z mimoidočimi prišleki. In prav tako stičišče je hotel Iris. Podpovprečen hotel vodi mati glavne junakinje Mari. Mari pa je deklica za vse. 17-letno dekle nam svoje ponavljajoče si delovnike popestri s pestrimi opisi okolice in kronotopskimi preskoki. In seveda se zgodba kaj kmalu tudi odpre in zadiši kot zrela figa. V hotel vstopi moški, oziroma iz njegove sobe prihrumi ženska, ki za svoje usluge najraje vzame denar. Moža iz temne sobe vzmirja s prascem, navadnim perverznim starcem, prevarantom, usranim detkom in impotentnim kretenom. In ko je njena stranka, starejši možakar, zabrusi "utihni kurba", se zgodi ljubezen. Kako malo je potrebno. Mari se popolnoma očarana zamisli, da še nikoli ni slišala ukaza, ki bi tako lepo zvenel. Kot sama pravi, umirjeno, dostojanstveno in neomajno. Nekega dne mu sledi in po nekaj izmenjenih vljudnostnih besedah ter prepričanju, da se počutita prav luštno eden ob drugem, se znajdeta pri njem doma. Bil je tih poljub, celo šum valov je utihnil. In bilo je, kakor bi naju posrkalo globoko na dno brezna tišine. Ko je njegovo poželenje doseglo vrhunec, je ukazal: "Sleci se!" Zgrabil me je za lase in me zvlekel do kavča. "Nima smisla, da se mi upiraš!" Skupaj z bolečino mi je užitek vzbujal njegov glas. Od nekod je privlekel nenavaden jermen in me večkrat ovil z njim. Zategnjeni jermen se mi je po vsem telesu zažrl v meso. Bil je zelo spreten z njim. Njegovi gibi so bili od začetka do konca popolni in neverjetno lepi. V tem odlomku prvič spoznamo, da njuna ljubezen ni malce čudaška le za voljo njune astronomske razlike v letih, temveč da si znata prav fletno popestriti spolno življenje z BDSM-jem. Medtem ko njeno telo pri njunih srečanjih spoznavamo v najrazličnejših položajih, na katere bi bila ponosna še nemara kakšna gimnastičarka, so edini del rabljevega telesa, ki ga spoznamo, njegova stopala. V enem prizoru jih mora ustrežljiva psica namreč z usti ljubkovati, medtem ko mu obuva nogavice. Starejši gospod, ki se nam do sedaj še vedno ni predstavil z imenom in priimkom, pa je sposoben izkazati tudi nežnost in ljubkovanja, a mu Mari, kot utelešenje mazoha, tega ne dopušča. Zanemaril ni nobenega delčka telesa. Prvič sem na sebi občutila dele, kot so lopatica, sence, gležnji, ušesne mečice in anus. Vse te dele je temeljito ljubkoval, jih ovlažil s slino in jih z ustnicami okušal. Prsti so počasi drug za drugo razprli gube. Čisto na dnu je bilo majhno zrnce in z jezikom ga je narahlo zazibal. Nisem mogla več zdržati in sem se skušala kriče izviti. Toda jezik se ni odmaknil. Občutljivo zrnce na vrhu vlažne sluznice se je prestrašilo in se skrčilo. "Nehajte!" Prvič sem odločno zavpila. Pripeljal mi je 2 klofuti na obe lici. Prste, ki so do tega trenutka rili pod temini, je obrisal na moja lica. Na obrazu sem začutila nekaj vlažnega in lepljivega. "Ti paše?" me je vprašal. Stresla sem z brado. Vseeno mi je bilo, ali sem hotela pokimati ali odkimati. "Ali ti paše?"
V usta mi je naenkrat porinil 4 prste. Davila sem se in sililo me je na bruhanje. No, kakšen okus imajo? Z jezikom sem jih poskušala potisniti ven. Slina mi je tekla z roba ustnic. Je tako dobro, da se kar sliniš, kaj? Z vnemo sem pokimala. Prasička pohotna. Primazal mi je še eno klofuto. Ja, tako mi paše, prosim, še mi to delaj. Prosim. Prosim, vzemi me, odpusti mi, zadovolji me, poljubi me, spoznaj me, razumi me, našeškaj me, ustrezi mi. Odnos brez prosim je odnos brez želja, predvsem brez tihe želje po zbližanju. In če prosimo natakarja, prodajalko v trgovini, Boga in mimoidočega, ko ga vprašamo za čas, zakaj ne bi prosili tudi ljubljene osebe?